Pozdravljeni v avtomobilnosti, pozdravljam vas iz tovarne iz Novega mesta Revoz, kjer ravno danes praznujemo poseben trenutek, zagon novega Twinga. Torej, v današnji avtomobilnosti bomo dolenjsko-francoski, vmes bomo tudi malce kitajski, pa imeli bomo avtomobile iz Nemčije oziroma Britanije, pa iz Koreje in Japonske. Obljubili so vam tudi intervjuje iz Kitajske, no danes se bomo pogovarjali o rekordno učinkovitem termičnem motorju, pogovarjali se bomo z glavnim inženirjem, na koncu pa se soočimo tudi z eno zelo resno temo. Namreč govorili bomo o travci v prometu. Ampak kot rečeno, zvezda je danes Twingo. No, Luka ga je že pošlatil, se usedel noter, ni ga še uspel voziti, je pa poklepotel v njem. Torej, gremo v Pariz, gremo v studio. To je novi Renaultov, predvsem pa Revozov Twingo. To je torej avto, ki bo pomagal poganjati dolenjsko in slovensko gospodarstvo in je ob uradni napovedi proizvodnje v Novem mestu požel val navdušenja. Proizvodnja novega Twinga bo torej potekala v samem srcu Twingovega sveta. Namreč pri Renaultu pravijo, da kar 75% Twingov ne konča dlje kot 1000 km stran od novomeške tovarne. A samo dejstvo, da je Revoz dobil nov model, ni dovolj. Da bi ta avto prinašal dobrobit našemu gospodarstvu, bo moral biti tudi uspešen. No, poglejmo, s čim si bo poskušal zagotoviti to uspešnost. Izjemno simpatična in praktična prva generacija Twinga je bila predstavljena leta 1993. Takrat je bil segment majhnih avtomobilov zelo priljubljen. No, danes ta segment predstavlja manj kot 5% evropskega trga. Ampak majhni avtomobili imajo pravzaprav enega asa v rokavu, ki sliši na ime električni pogon. In vemo, da je ta električni pogon najbolj smiselen prav v majhnih avtomobilih, ki služijo mestni rabi ali pa služijo kot drugi avto. Elektromotor novega Twinga, ki ima 60 kW moči, poganja prednji kolesni par. Energijo pa črpa iz baterije s kapaciteto 27,5 kWh, kar po standardu WLTP omogoča 263 km vožnje z enim polnjenjem. Baterija je prvič v primeru Renaultovih avtomobilov litij železo fosfatna. This is obviously a city car with quite a small battery capacity. Why is this capacity actually suitable for this car? We think that the 20,000 euro is most important in terms of limit for customer to not go up, to be very in front of ICE vehicle. And we know that to have a good autonomy and to be efficient, we need to be light. And we decided to have a very right-sizing engine and right-sizing battery to have the best compromise between autonomy and weight and price. For this, we decided to use the aerodynamic of the car and to try to have the good weight to maximize the autonomy. But even more important, total cost of ownership. In fact, it will be much below thermal engine vehicle, much below. This vehicle, in fact, will ease the transition for the customer to the electrical world. No, ampak ko govorimo o poceni avtomobilih, zdaj že imamo nekaj poceni kitajskih električnih malčkov. No, s čim pri Renaultu napovedujejo, da jih bo Twingo prekusil? Believe me, you drive this and you will have the smile. Honestly, you need to drive this vehicle and I think you will definitely see the difference between this vehicle and the competition. Drivability is incredible. Za razliko od originala, po katerem se novi Twingo oblikovno zgleduje, ima eno ključno razliko. Poglejte, še en par, torej 5 vrat.
No, ampak prav tako kot ta original ima zelo razigran in razposajen karakter in mislim, da teh oblikovnih podobnosti res ni težko opaziti. Glavna posebnost notranjosti sta dva ločena sedeža v drugi vrsti, ki jo lahko takole, poglejte, pomikamo vzdolžno za 17 cm in na ta način zelo enostavno prilagajamo prostor, ki ga potrebujemo tukaj na eni strani za noge ali pa zadaj za prtljago. In mimogrede, prtljažnik ima prostornino do 360 litrov, kar je pravzaprav zelo dobra številka za avto, ki v dolžino meri le 3,8 metra. No, če pa boste to zadnjo klop podrli in boste podrli tudi prednji sedež, da se ga zložiti tako naprej, boste lahko v Twinga naložili kar do 2 metra dolge predmete. Torej, avtomobil smo zdaj spoznali, zdaj pa poglejmo, kaj konkretno novi Twingo pomeni za Dolence, za Novo mesto, pa tudi za Slovenijo. Proizvodnja novega električnega Twinga predstavlja res izredno priložnost za tovarno, da nekako tudi na daljši rok zagotovimo stabilno poslovanje, da obdržimo trenutna delovna mesta in pa da ustvarimo tudi nova delovna mesta, še višjo dodano vrednostjo. Tako velika investicija ne prinaša samo novih delovnih mest, ampak tudi nova znanja, nove tehnologije, napredek na področju avtomatizacije, digitalizacije, na področju uporabe umetne inteligence in pa tudi na področju razogljičenja tovarne. Kakšne številke, se pravi, koliko novih delovnih mest, koliko je stalo? V letošnjem letu nameravamo zaposliti 250 novih sodelavcev, od tega dobrih 10% visoko izobraženih. Investicija v razvoj? Investicija v tovarni bo presegala 150 milijonov evrov in v glavnem je namenjena za prenovo in pa za posodobitev celotnega proizvodnega procesa. Poleg prenove procesa bomo investirali tudi v dve popolnoma nove liniji, torej v linijo za sestavo sedežev in pa v linijo za lakiranje odbijačev. To pomeni, da bomo tako za novi električni Twingo, kot tudi za vse naslednje modele, sedeže in pa odbijače izdelovali lokalno, torej v Revozu. To je dobra novica, ne? In zdaj za prihajajoče modele, kaj zdaj to pomeni? Kateri pa so tisti, zdaj pa že lahko? Ja, mi smo res izredno ponosni, da se je skupina Renault Group odločila, da se bosta dva nova modela pridružila na naših proizvodnih linijah našemu novemu Twingu. In sicer gre to za dva modela z isto vozno osnovo, kot jo ima Twingo, znamke Dacia in pa Nissan. A to pomeni, da v bistvu Renault dejansko cilja, da boste vi en tak hub za... Ja, tako. Tovarna Revoz naj bi bila hub za izdelavo malih električnih avtomobilov. Clio 6. generacije, zdaj ta nov, bo tudi še novomeški ali je to zdaj potrjeno, da ne? Clio 6. generacije se trenutno izdeluje samo v Turčiji, pa vendar naš proizvodni proces je zelo prilagodljiv in z relativno nizkimi stroški in pa v zelo kratkem času lahko zaženemo proizvodnjo Clio 6. generacije. Zdaj ste v enem takem čudovitem, krasnem obdobju zdaj tega priprave novega modela. Slišim pa, in vedno ste ta čas tudi nekako zaprti za javnost, ampak slišim, da je bilo to obdobje zdaj bistveno krajše kot pa ponovadi. Ravno ta hitrost razvoja novega električnega Twinga je tisti glavni izziv za našo tovarno in hkrati tudi res velika odgovornost, da v manj kot 2 letih zaženemo serijsko proizvodnjo novega električnega Twinga. In to nam bo kot prvi tovarni znotraj skupine Renault tudi uspelo. Da bo jasno, koliko pa ste včasih potrebovali časa? Ja, ta čas smo skoraj razpolovili. Torej nekje 4 leta na 2 leti. Zdaj, ko ste bili na drugem koncu sveta na izobraževanju, kaj ste dejansko se tam naučili? Projektna skupina iz Revoza niti ni bila na izobraževanju na Kitajskem, ampak smo že od vsega začetka projekta vključeni v projekt kot zelo pomemben partner. Tudi direktor razvoja procesa je iz Revoza, tako da smo bili ves ta čas ključni sogovornik kitajskim partnerjem.
Torej, kot sem obljubil, nadaljujemo na Kitajsko. Pogovarjal sem se tam z glavnim inženirjem, ki je naredil termični hibridni motor, ki ima kar 48% učinkovitost. No, in pogovarjala sva se pred prvim kitajskim avtomobilom skupine Chery in to je pravzaprav Seat Toledo iz leta 1991. Pripričan sem, da se bo marsikdo od vas spomnil tega avtomobila. The very first engine of Chery Group, I believe the thermal efficiency was something like 30%. But you know, today, the traditional ICE vehicles, so without any electrification, the top limit of the thermal efficiency is less than 40%. But for the hybrid, dedicated hybrid engine, so the average thermal efficiency is about 45. I believe the limit of the thermal efficiency with the traditional architecture of the gasoline engine should be something around the 45%. Let's now go to the 48. How did you achieve such a high number? I believe you are quite familiar with the traditional structure of the ICE engine. Yeah. So there are 4 strokes: intake, compression, expansion, and also the exhaust stroke. There are 4 strokes. Each stroke are all the same. So, you know, the same distance. But if we don't change, so we cannot get a higher thermal efficiency. So we change the structure. The idea of the new structure is not so new. Mr. Atkinson invented this kind of architecture, but he never put it into a real engine. So 100 years later, we have this kind of capability to design and build this kind of engine. So actually we changed the 4 strokes. The expansion ratio is 1.5 times more than the compression ratio. How did you change this 4-stroke principle? For the traditional ICE engine, there are only 1 camshaft. We applied another crankshaft. So that means there are 2 crankshafts and 3 times of the number of the current rod than the normal ICE engines. Actually, we changed the movement of the piston, so the expansion ratio is larger than the compression ratio. Then the engine can generate more power. We can see the benefits. What could be downsides? What could be the challenges? A lot of parts were applied in this kind of new idea, so will cause us the trouble with more friction loss. That means the efficiency loss. And we need more air. So there's some certain challenge for the efficiency of the turbocharger. And also the size of the engine is much bigger. You may notice that the engine is a little bit higher than the normal engine. So you would like to apply this engine in some SUV vehicles. Zagovorniki popolne elektrifikacije, ki so večinoma tudi nasprotniki hibridov, verjetno kljub samo ne bodo prav pretirano impresirani nad temi dosežki. A vedeti morajo, da inženirska ekipa Jeffa Zanga obrača osnovni koncept hibridnega pogonskega sklopa. Namreč namesto, da majhen elektromotor pomaga velikemu bencinskemu, novi Cheryjev zaporedni hibrid uvaja majhen bencinski motor in veliko baterijo. Kompleksnost tega sklopa pa se vendarle izplača, namreč obetajo nam doseg kar 2500 km, pa tudi impresivno čistost tega motorja. The reason why we keep developing the high-efficiency engine is we want to find a solution just for the hybrid technology. The carbon emission for the hybrid vehicles will be the same for the EV. The same? Will be the same. That's the target we are working for, you know. Because, you know, the pure EV vehicles, there are a lot of carbon emission, you know, for the whole process. For the whole process. Yeah, okay. The lifetime process. How far are we? Close to the target within 5 years.
No, vseeno nisem uspel iztisniti odgovora, koliko pa bodo imeli nižjo porabo te super učinkoviti termični motorji iz Kitajske. Ampak da si bomo znali predstavljati, poglejmo zdaj test enega aktualnega prvaka iz Japonske. So avtomobili, ki so dobre zgodbe in so avtomobili, ki so, za kupiti. No in Toyota Corolla Cross je avto za kupiti, zato ker v svoji osnovi je dolgočasna zgodba. Ker pri tem avtomobilu pravzaprav vse klapa, vse je v redu, vse funkcionira tako, kot je treba. Avtomobil je udoben, je prostoren, je prijeten za vožnjo. Nič pa ni revolucionarnega, nič ni tako zelo posebnega, je preprosto dober skupek vseh možnih dobrih lastnosti. Ampak seveda to pomeni, da imamo mi novinarji težave, zato ker nimamo nobene takšne značilnosti, na katere bi se lahko naslonili in iz tega naredili en dober, pompozen naslov. Torej, s tem avtomobilom je težko narediti pravo dramo. In naj vam dam za primer ta hibridni pogonski sklop. Seveda govorimo o znanem Toyotinem samopolnilnem hibridu, o katerem smo res govorili že iz vseh možnih vidikov. Pokazali smo vam že, kako deluje, v čem je poseben. Vsakič znova pa smo fascinirani, kako zelo nizko porabo ima. Namreč s tem avtomobilom sem na mojih pogostih vožnjah dosegal porabo, pozor, 4,2 litra na 100 km. In tudi takrat, ko sem imel v tistem voznem ciklu tudi avtocestno vožnjo, sem komaj da prekoračil 5 litrov na 100 km. Vse to so pa že skoraj da podatki, iz katerih bi lahko delal dramo. Ampak vseeno, s prenovo pa je Corolla Cross vendarle dobil nekaj novega. Namreč pred prenovo se mi je res ta dolgočasnost tega avtomobila zdela kot glavna značilnost tega avtomobila. No zdaj pa z vsakim kilometrom dejansko vidim, da so mu dali nekaj več karakterja. Se pravi, več duše so ulili v ta avtomobil in dejansko lahko zdaj rečem, da s tem avtomobilom se da zdaj na cesti celo uživati. Testirali pa smo tudi dva mala avtomobilčka. No in prvi je takšen, ki nas je dejansko postavil kar nekako vsaj 15 let nazaj v preteklost. Namreč testirali smo avtomobil z benzinskim neelektrificiranim motorjem, z ročnim menjalnikom, z klasičnimi tipkami, z vrtljivimi tipkami, klasično klimo. Torej, če vam je všeč takšna stara tehnika in ste pripravljeni za to tudi plačati več, potem je tu Kia Picanto. Pri Miniju Acemanu smo se pa dejansko tudi mi zaželeli, da bi bil malce bolj klasičen, malce manj digitalen, vsaj kar se tiče tistega osrednjega zaslona. Ampak tisto, kar smo si pri tem avtomobilu bolj zaželeli, pa je, da bi nam dal malce zadihati. Namreč ta avtomobil nosi oznako John Cooper Works in to pomeni, da je to res ultra športen avtomobil. Bil bi praktično ves čas v pogonu. Tudi takrat, ko bi se mi umirano vozili po mestu, ta avtomobil pravi še, dej, pritisni, dejva, greva v akcijo. In to je bilo kar malce utrujajoče. Ampak nam je pa zelo ustrezala tista vozniška kabina, vsa tista tkanina na armaturni plošči, sedeži. In naj vas spomnim, da smo pred meseci vam predvajali tudi pogovor z glavnim Minijevim oblikovalcem. Torej, če si tega intervjuja še niste pogledali, vas zdaj vabim, da si ga pogledate. No, zdaj pa čas, da gremo na zeleno travco. Pa ne na tisto, ki jo je predpisal zdravnik, ampak na tisto, ki je včasih zvezda sobotne žurke. Zdaj eni hočejo, da bi ta travca postala legalna, ampak poglejmo, kaj bi to pomenilo za prometno varnost. Predlagatelji se sklicujejo na 35. člen ustave, po katerem bi omejevanje posegalo v pravico do svobodnega uživanja konoplje. Ko pa posameznik se usede v avto za volan
pa s tem, če je pod vplivom konoplje, posega v pravice drugih udeležencev v prometu, s tem pa v bistvu tudi krši 17. člen Ustave, pravica do nedotakljivosti življenja. Strokovna javnost na področju zagotavljanja prometne varnosti meni, da je prva pravica, ki ima prioriteto, pravica do človeškega življenja. Če je voznik pod vplivom konoplje, je dokazano, da obstaja bistveno večje tveganje, da pride do prometne nesreče, tudi bistveno večje tveganje, da prihaja do smrtnih žrtev v teh prometnih nesrečah, s čimer je potem ta pravica do človeškega življenja ogrožena. Torej, specifična pravica določene skupine ne sme poteptati temeljne, torej krovne pravice nas vseh. In s tem bi pravzaprav lahko zgodbo na tem mestu že kar zaključil. To so pač osnovna življenjska načela. Ampak, a bi vseeno mogoče lahko najdli kakšno možnost, da bi te obe ustavni pravici nekako sobivali, da sploh ne bi prišli navzkriž, se pravi, da bi lahko nekako popolnoma ločili tisto žurko in pa vožnjo. No, predlagam, da pustimo čustva ob strani in pa da pogledamo objektivna dejstva stroke. Jaz mislim, da tega mehanizma ni. Tega ne moreš ločiti. Ne. Raziskave kažejo, da večina tistih, ki zaužije THC, dejansko potem tudi sede za volan v absolutno prekratkem času, se pravi, se ta učinek še ni izničil v telesu. Ko smo imeli v juniju evropsko akcijo droge in alkohol, je bilo ugotovljeno, da se število ugotovljenih kršiteljev, ki so pod vplivom alkohola in število ugotovljenih kršiteljev pod vplivom drog v teh državah, kjer so legalizirali konopljo, skoraj izenačuješ. V državah, kot smo recimo še Češka, Hrvaška, Slovenija, kjer pa to ni primer te legalizacije, je pa to razhajanje med ugotovljenimi vožnjami pod vplivom alkohola in drog bistveno večje. Kar do neke mere pomeni, da vendarle je pri udeleženju cestnega prometa še neka zavora. Kot jaz to razumem, torej šlo bi, ampak v idealnem svetu. V normalnem svetu pa si vse probleme zakuhajo že kar interesenti sami, zato ker se pač ne držijo pravil. Problem pa je, da je ta pravila tudi zelo težko natančno definirati. Nimamo nekih znanstvenih meritev, s katerimi bi lahko natančno določili, kdaj je pravzaprav zabave zares konec. Namreč testi zaznajo sledove uživanja tudi do en mesec po samem zaužitju, torej takrat, ko droga dejansko ne deluje več. Po drugi strani pa tudi takrat, ko mi mislimo, da je droga že popustila, se s tem telo še ne strinja. Telo vsakega posameznika različno odreagira na THC. Ne moremo reči tako kot pri alkoholu, ki ga pač že toliko časa poznamo, ne, in približno vemo, kakšna je tista, če lahko rečemo, razpolovna doba, ne, alkohola v naši krvi. Pri THC-ju teh podatkov ni, ne, zato ker je lahko tako različno vpliva na posameznika. Zato pač pravimo ničelna toleranca. Pri alkoholu so vendarle postavljeni že neki standardi, imamo neke izkušnje, tukaj jih pa nimamo, tudi zaradi tega, ker v bistvu ne vemo, kakšna je bila koncentracija v osnovi teh prepovedanih snovi, ki jo je neki udeleženec zaužil. In zato je praktično nemogoče, da bi udeleženec vedel, ali sta še, če karikiram, 2 dima dovoljena, ali 3, pa 4 že ne več. S tem ga seveda spravljamo v neko situacijo, kateri ni kos. Ampak tudi, če bi imeli natančno zregulirano travco, se pravi, s kakšno QR-kodo, na kateri bi vedeli natančno sestavo, bi se uživalci morali obnašati odgovorno. Torej, travce nikakor ne mešati z alkoholom. Kombinacija namreč pomeni, da je učinek še bistveno močnejši, kar 25-krat močnejši, in z drugimi besedami to pomeni, da ne velja, da nam ena sobotna žurka pokvari samo nedelje. Zaradi sobotne žurke bi si morali rezervirati dopust tudi v ponedeljek. Pa naj vam demonstriram, kakšen naj bi bil pogled. Zdaj ta hip imam oklopljeno travco, torej THC.
Jaz moram reči, da sem se teh drog pa zdaj že kar res naveličal. Bi pa pozval, da dajmo dilemo reševati z objektivnimi dejstvi. Namreč slišim, da promotorji legalizacije marihuane dejansko uporabljajo napačne trditve. Mladi so edini, ki res omembe vredno znižujejo številke povzročenih prometnih nesreč. Medtem ko vzporedno z alkoholom pa nismo čisto jasno komunicirali o konoplji, oziroma mladi so predvsem deležni sporočil o pozitivnih učinkih prej kot o realnih rizikih. In zaradi tega ozaveščenost alkohola, da alkohol in promet ne gresta skupaj, je visoka, medtem ko govorimo po konoplji, prometu pa ne. Tako kot smo slišali danes, so oni na nek način napačno informirani, kot češ, da če bom pa pokadil kaj, potem bom pa bolj varen voznik, zato ker bom bolj počasen, bom tudi bolj previden, ampak dejansko temu ni tako. Morda se hitrost res upočasni, ampak se upočasni zato, ker ti čutiš, da nekaj ni v redu s tabo, so pa vse ostale psihofizične sposobnosti toliko slabše, da težko preprečiš prometno nesrečo. Da pa se mi se ne želimo počasnih voznikov, mi si želimo normalne voznike. Mi si želimo voznike, ki bodo sposobni odreagirati v pravem trenutku. Pa te bo tudi videl, ko se boste pogledali, pa da te bo videl z zavestjo. Tako, ja, točno to. Tako da ne, počasen voznik še ni pomeni. Ne, ni varen voznik, ja, res je to, ja. Skratka, jaz vidim dilemo legalizacije konoplje tako, da bi mi kot družba morali reči ja, lahko, ampak prosim predlagatelji, dajte, predložite ideje, kako boste poskrbeli, da bomo imeli ločeno uživancijo in pa potem službo, vožnjo, naš vsakdan. Skratka, pravice in dolžnosti so kot vedno zelo, zelo tesno povezane. Zdaj, jaz iz mojega stališča vidim, da je teh dolžnosti v tem primeru bistveno preveč in da je dejansko predraga cena, ki jo moramo plačati, da bi to pravico tudi uveljavili. Torej, jaz osebno se strinjam z Adijem Smolarjem, ki pravi, še vedno je najbolje pri piru ostati. Zdaj te prime, pa te mine, punce nega strah. Še vedno je najbolje pri piru ostati. Pa da ne bo nesporazumom, si bo še enkrat sposodil verze Adija Smolarja. Namreč ta pravica pri piru ostati je pravzaprav v podrejenem položaju enemu drugemu verzu, s katerim se še bolj strinjam. Namreč še vedno je najbolje živ ostati. Torej, po sobotni žurki nikakor domov z avtomobilov, pa čeprav smo pili samo pivo. Pa če iz iste skladbe potegnem še eno, namreč Adi pravi, komaj sem stal, in pa domov sem šel raje peš. No, jaz pravim, če ste tako zelo vinjeni, potem se raje kam uležte. Nikar ne hodite po pločniku, zato ker jaz kot voznik si res ne želim, da bi se zvrnili pred moj avtomobil. No, pa če ste zdaj pomislili, da ta vožnja domov ne bo več problem takrat, ko bomo imeli avtonomne avtomobile, no, nisem inženir za avtonomno vožnjo, s katerim sem se marca srečal v Veliki Britaniji, je moj interes po viski v bližnjem pubu hitro postavil na realna tla. What about drunk driving or using autonomous car after drinking in a pub? That would have to be a level 5. Following the rules of the road, you can't drink and drive. So, of course. So if somebody was to get in the car straight away and just press the button and say, take me home, and then there was no hands on the wheel, feet of the AD car would do that kind of thing. But if that person said, oh, I can drive this little bit, that's a different technology we would have to look at. That's outside of the autonomous vehicle sphere. You'd have to make sure that the person wouldn't take over the wheel at any time. There are ways, the car gives you a breathalyzer test and says, no, you're not able to drive, I'll drive you home. The law could be, you can do it, but you've got to be sat in the back seat. Torej, avtonomni avtomobili še ne bodo rešili vseh problemov s substancami, ker bomo tudi v samovozečih avtomobilih morali biti ne samo prisotni, ampak tudi prisebni in pa odgovorni. To je zelo bistven podatek in temelji na tem, da avtomobilska industrija spreminja svoj pristop k ponujanju te avtonomne vožnje. Ampak o tem bomo govorili v prihodnji avtomobilnosti, pa ne samo, da bomo govorili, tudi preizkusili smo takšno avtonomno vožnjo. No,
Do takrat pa nas spremljite na MMC, na YouTubu, na naših kanalih na družbenih omrežjih. Torej, do prihodnje srede. Srečno!